Maryland je 9. najmanjša zvezna država v Ameriki. In če bi jutri izginila, verjetno sploh ne bi opazili. Vsaj na začetku ne. Ne bi bilo takojšnje panike, nobenih izrednih novic, nobenega občutka, da kaj pomembnega manjka. Za trenutek bi se zdelo, kot da se ni nič spremenilo. In potem bi se tiho začele stvari sesuvati. Komunikacije, vojaško usklajevanje, podatki in trgovina, vse bi začelo šepati. V nekaj dneh posledic ne bi bilo le opaziti, ampak bi jih bilo nemogoče prezreti. Kajti Maryland ni le majhen, ampak tudi skrit in prav zdaj je pod pritiskom. Če Maryland odpove, se to ne bo zdelo kot lokalna težava. Zdelo se bo, kot da se je vse ustavilo naenkrat. Velikost Marylanda mu daje prednost. Je prav na sredi vsega. Mehina, Pennsylvania, Virginia in Washington DC. Vsi so mu tik pred vrati. In to ga naredi za izjemno priročno lokacijo za skoraj vse. Ker je na mnogo načinov, kar izgubi Washington DC, pridobi Maryland. ZDA imajo nenavaden sistem za svojo prestolnico. DC je gosto poseljen, poln vladnih stavb in skoraj 700.000 prebivalcev. To pomeni, da morajo nekatere najpomembnejše vladne funkcije drugam. Virginia je običajno prva izbira. Quantico, Arlington, Norfolk. Vsi gostijo državne objekte, vendar so razpršeni. Velik del države še vedno nima močne zvezne prisotnosti. V Marylandu je drugače. Tukaj je to neizogibno. Bližina, gostota, mreža središč. Vse se združuje na enem majhnem prostoru. Zvezna vlada je največji delodajalec v državi in velik del tega je skoncentriran na enem mestu – Fort Meade. Le 37 km severovzhodno od Washingtona DC leži Fort George G. Meade, ogromna vojaška baza, ki jo mnogi imenujejo možgani vlade Združenih držav. Znotraj njegovih zidov se nahaja Agencija za nacionalno varnost, kraj, kjer se dejansko odvijajo nekatere najbolj občutljive operacije v državi. In to je le bežen oris vsega, kar je na tej lokaciji. Od leta 2010 je Fort Meade tudi dom ameriškega kibernetskega poveljstva, najnovejše fronte v obveščevalnih vojnah. Računalniki tukaj ne skrbijo le za delovanje interneta, temveč ščitijo državo samo. Vsako sporočilo, vsaka transakcija, vsaka tajna misija gre skozi te sisteme. In ne gre samo za podatke, gre tudi za ljudi. Fort Meade gosti tudi druge agencije, ki se ukvarjajo z razbijanjem kod, varnimi komunikacijami in obveščevalnimi operacijami. Z drugimi besedami, če morate nekaj obdržati v tajnosti, je Maryland kraj, kjer Amerika to skriva. Ali lahko Maryland sam te skrivnosti obvaruje pred naraščajočo morsko gladino in starajočimi se mostovi, pa je povsem drugo vprašanje. Maryland je v edinstvenem položaju, saj v bistvu obkroža sedež zvezne vlade, hkrati pa ni njen del. To pomeni, da je skoraj 5% celotne delovne sile v državi odvisne od enega delodajalca. Torej, odločitve ne vplivajo le na Maryland, delujejo prek njega. To bi se zdelo kot razlog, da bi bil Washington zainteresiran za ohranjanje zdravja in dobrega financiranja Baltimora in celotnega Marylanda. A to ni vedno tako. Ne gre le za bližino, gre tudi za politično barvo. Maryland je ena najbolj politično homogenih držav v državi, saj na vsakih predsedniških volitvah od leta 1992 naprej močno glasuje za demokrate z dvomestno razliko. Njegova kongresna delegacija je večinoma demokratska, čeprav bi lahko spremembe zaradi prerazporeditve okrožij ogrozile nekatere sedeže. Oba senatorja sta trdno demokratska, prav tako guverner. Zato se Maryland, ko je demokrat v Beli hiši, običajno počuti precej udobno. Toda, ko se razmere obrnejo, je vse negotovo. Vsaka nova administracija sprejme na tisoče odločitev o tem, kako razdeliti zvezne vire. Neizogibno je, da so vedno zmagovalci in poraženci. To vključuje velike odločitve, kot je določitev lokacije novih objektov, pri čemer je Maryland nekoliko zaščiten pred spreminjajočimi se razpoloženji glede tega. Prednosti bližine zveznih središč v Marylandu in Virginiji so preprosto prevelike, da bi jih lahko ignorirali. Toda poleg zveznih nepremičnin se država še vedno močno zanaša na odločitve vlade. Vsak ključni vir, vsak kritični sistem je odvisen od odločitev sprejetih daleč zunaj njenih meja. Odločitve, ki lahko vplivajo na regijo na načine, ki jih le redki razumejo. In država nima vedno vzvoda. Politika v Marylandu dodaja še eno plast negotovosti. Zahteve za nadgradnjo pristanišča, popravilo mostov ali izboljšave javnega prevoza so redko samoumevne. Podpora prihaja lažje pod eno upravo, medtem ko pod drugo vsaka pobuda naleti na podrobno preverjanje.
Ko pa pride do krize, so običajno vsi na isti strani. Skoraj vsako večje naseljeno območje leži ob vodi, zato je Maryland izpostavljen, ko pridejo nevihte. In za razliko od večine obalnih regij so ključni sistemi v Marylandu neposredno na udaru. Že ena sama okvara električnega omrežja bi lahko ohromila ključne operacije. Poškodbe vojaške opreme bi lahko ustavile ključne misije. Težave z infrastrukturo lahko ohromijo celo mesto ali državo. Vzemimo most Francisa Scotta Keya, ki prečka reko Patapsco v središču Baltimora. Vsak dan pristanišče v Baltimoru pretovori za več kot $100 milijonov blaga, kar je žila, od katere je odvisno celotno gospodarstvo. Vsaj tako je bilo do marca 2024. Dovolj je bil en sam dogodek, da se je pokazalo, kaj se zgodi, ko odpove sistem brez rezervnih možnosti. Tovorna ladja MV Dolly je ostala brez pogona in začela pluti brez nadzora. Klic v sili Mayday je bil poslan ravno pravi čas, da so ustavili promet. Sidro so spustili, vendar to ni bilo dovolj. Ladja je še naprej plula naravnost proti mostu. Ladja je trčila v jugozahodni steber. Del konstrukcije je skoraj takoj popustil in se zrušil v vodo spodaj. 6 gradbenih delavcev je umrlo. A pravi vpliv ni bil zlom mostu, bil je vse, kar se je z njim ustavilo. Posledice so se čutile še leta. V nekaj urah je pristanišče obstalo. 11 ladij je obtičalo, ujete brez izhoda, medtem ko je odprt ostal le ozek kanal. Samo odstranjevanje ruševin bi trajalo tedne, obnova mostu pa leta. Prava nevarnost? To pristanišče pretovori več avtomobilov in kmetijske opreme kot katerokoli drugo v državi. Ko se je ta tok nenadoma ustavil, bi se pomanjkanje hitro razširilo. Ni bilo enostavne preusmeritve, ni bilo vzporednega sistema, ki bi lahko absorbiral šok. In škoda tukaj ne bi bila omejena samo na Maryland. Maersk, podjetje, ki je najelo ladjo, je tako izgubilo 2% vrednosti svojih delnic. Zaradi blokiranega pristanišča so v Združenih državah in drugod nastale velike zamude pri ladijskem prometu. Prevozniki so se trudili najti nadomestna pristanišča za raztovarjanje svojega blaga. Nad zemljo se I-695 še danes sooča z velikimi obvozi, zlasti za tovornjake. Ocenjuje se, bo nov most dokončan šele leta 2030. Ni mogoče natančno vedeti, kolikšna je finančna izguba. Velik del izhaja iz podjetij po Baltimoru in okoli pristanišča. Najboljše ocene, več kot $4 milijarde gospodarske dejavnosti se je ustavilo skupaj z mostom. In najhujše je, da ni nobenega zagotovila, da se to ne bi moglo ponoviti. Zagotovo pa lahko pritisnete na gumb za naročnino. To je edini način, da ne zamudite naslednje poglobljene analize o tem, kako geografija oblikuje tveganja, ki jih ne vidite vedno. Zrušitev mostu Francisa Scotta Keya ni bila posledica korupcije, malomarnosti ali slabe vzdrževanosti. Pravi vzrok je bil veliko preprostejši in, če mene vprašate, precej bolj zaskrbljujoč. Gostota in natančna narava trgovine v tej regiji. Učinkovitost je ustvarila ranljivost. Ena sama napaka v Marylandu ne ostane lokalna. Sproži domino učinek, ki se širi po regiji več let in zahteva obsežen poseg zvezne vlade za okrevanje. Torej se vprašanje znova spremeni. Kaj se zgodi, ko ne gre le za eno odpoved? Začetni kaos je trajal 11 tednov. Večino tega časa je le ozek kanal komaj da omogočal delovanje pristanišča. Do 10 junija se je promet ponovno vzpostavil, vendar je bila to le prva ovira. Pozornost se je nato preusmerila na večjo nalogo – obnovo. Zamenjavo mostu so sprva ocenili na manj kot $2 milijardi. V nekaj mesecih se je ta številka več kot podvojila. Svetla točka? Zvezna vlada je priskočila na pomoč in pokrila stroške. Toda tudi z denarjem bi trajalo leta, da bi v tako ključni regiji ponovno vzpostavili popolno delovanje. Koncentracija ustvarja učinkovitost, vendar hkrati pušča manj prostora za napake. Na srečo je vojska v bližini, čeprav to morda pomeni še večjo tarčo. 45 km južno od Fort Meada leži Joint Base Andrews, sedež letalske nacionalne garde okrožja Columbia. Poleg tega, da je odgovorna za ključne helikopterske operacije okoli Washingtona DC, je to tudi domača baza za Air Force One. Tako koncentracija zdaj ni več povezana le z obveščevalno dejavnostjo, temveč tudi z neprekinjenim delovanjem vlade. Tretja lokacija je še bolj oddaljena – Aberdeen Proving Ground, približno 80 km severovzhodno od Fort Meade. Bolj izolirano, bolj nadzorovano in točno to, kar bi pričakovali od kraja, kjer se vojaška oprema preizkuša do skrajnih meja pred uporabo. Toda ta izolacija ima tudi svojo ceno.
Tukaj preizkušajo ne le zmogljivo opremo, gre za eksperimentalno, tajno in nenadomestljivo opremo. Toda razdalja danes ne pomeni več veliko. Napad dolgega dosega na nekaj lokacij v Marylandu bi lahko uničil velik del varnostne infrastrukture države in oslepil ključne agencije ravno v trenutku, ko jih najbolj potrebujejo. In kar je zaskrbljujoče, morda sploh ne bo potreben sovražnik. Most Key Bridge je pokazal, kaj se zgodi, ko ena žila odpove. Maryland jih ima na desetine, voda pa narašča proti vsem. Center za okoljske znanosti Univerze v Marylandu slika mračno prihodnost, v kateri so plaže erodirane, otoki postanejo neprimerni za bivanje in izgubljeni so milijoni dolarjev. Izgube ne bodo v palcih, ampak v čevljih. Če pogledamo v bližnjo prihodnost, znanstveniki verjamejo, da bi se lahko morska gladina okoli Marylanda do leta 2050 dvignila za od 1 do 1,6 čevlja. Do leta 2100 bi lahko nekatere območja doživela do 5 čevljev vode, ki bi preplavila obalo. Takšen dvig ne poplavi le plaž. Ogroža ključno obalno infrastrukturo, kot je nizko ležeči kampus Ameriške mornariške akademije v Annapolisu, ter pomembne pristaniške, prometne in komunalne objekte okoli Baltimora, ki se nahajajo na ali blizu sedanje ravni visoke plime. V skrajnih napovedih, kjer bi se voda dvignila za skoraj 6 čevljev, ne bi bile ogrožene le plaže. Vsa gospodarska središča Marylanda bi bila pod grožnjo. Pristanišče v Baltimoru bi lahko poplavilo, kar bi povzročilo poplave nekaterih največjih turističnih znamenitosti v državi. Veliki deli Annapolisa, kjer ima sedež vlada države in pomembne zvezne vojaške ustanove, bi bili prav tako ogroženi. Ko voda doseže te ravni, ne gre več za prilagajanje. Postane vprašanje preselitve in opozorilni znaki so že tukaj. V zadnjih nekaj letih so se slana močvirja v Marylandu začele umirati, saj ne morejo več dovolj hitro nabirati sedimenta, da bi preživele naraščajoče plime. Brez teh naravnih blažilcev postane obala veliko bolj ranljiva za erozijo in poplavne valove ob neurjih. Annapolis in Baltimore že poročata o pogostejših poplavah po močnem deževju, kar povečuje tveganje za domove, ceste in ključno infrastrukturo. Prebivalci se zdaj sprašujejo, ali bo Maryland še vedno primeren za življenje, če se bo to nadaljevalo. Čas se izteka. Prebivalci otoka in dopustniki vsako leto vidijo manj svojih najljubših krajev. V Ocean City bi ena draga poplava lahko izbrisala celo turistično sezono, zaprla zabaviščne parke in obmorska podjetja ter povzročila ocenjeno izgubo prihodkov v višini 2 do 3 milijard dolarjev. In to še ni najslabši možni scenarij. Regija Chesapeake doživlja eno najvišjih stopenj umikanja kopnega na vzhodni obali. Strokovnjaki pravijo, da je le vprašanje časa, kdaj bodo nekateri otoki postali neprimerni za bivanje. Obalni ekosistemi se soočajo z množičnim izumiranjem, kar ogroža rastline in živali. Narava ne potrebuje seznama tarč, toda sovražniki Marylanda ga potrebujejo. In zemljevid, po katerem delujejo, je zelo podoben tistemu, ki sem ga pravkar opisal. Toda niso vse grožnje neselektivne. Kot središče zveznih operacij je Maryland visoko na seznamu tarč vsakega terorista ali saboterja. Od 11. septembra je varnost dosegla neprimerljivo raven in preprečila napade večjega obsega. Vendar obstajajo stvari, na katere se vlada ne more pripraviti. In strokovnjaki za boj proti terorizmu so opozorili, da se tveganje za presenetljiv napad ponovno povečuje. Največja sodobna grožnja morda sploh ni fizična. Mesta, kot je Baltimore, čeprav niso glavna tarča v primerjavi z Washingtonom ali zveznimi središči, bi vseeno utrpela posledice. Obnova bi lahko potekala počasneje v primerjavi z bolj varnimi območji. EMP napad, ki bi motil sisteme v Fort Meadu, bi neposredno oslabil usklajevanje obveščevalnih služb in odzivne zmogljivosti, kar bi še dodatno upočasnilo prizadevanja za obnovo v regiji. Toda v današnjem visokotehnološkem svetu EMP morda sploh ne bi bil potreben. Leta 2020 so ruski hekerji več mesecev preživeli v omrežjih ameriške vlade, vključno s sistemi povezanimi z NSA v Fort Meadu, preden je kdo to sploh opazil. Niso vdrli skozi vrata, ampak so vstopili prek rutinske programske posodobitve. Agencije, ki niso bile resno prizadete, so spregovorile. NSA ni spregovorila, kar je zelo povedno. Obsežen kibernetski napad, zasnovan za onesposobitev infrastrukture zvezne vlade, bi povzročil kaos v ključnih sistemih. Maryland bi bil neposredno prizadet. Ker je Fort Meade verjetna tarča, bi lahko bili promet in komunalne storitve ohromljeni, kar bi povzročilo dolgotrajne motnje tako za delovanje državnih organov kot za prebivalce.
Maryland je tako blizu središča zvezne vlade, da se vsaka motnja tam takoj razširi preko njegovih meja, državo prikrajša za vire, celo Washington DC bi lahko bil ogrožen. Toda prevelika pozornost zvezne vlade ima tudi svoje posledice. Vsakodnevne poti in rutine so nenehno oblikovane zaradi bližine oblasti. Po 11. septembru so bile na primer poostrene varnostne kontrole TSA najprej uvedene na letališču v Baltimoru. Vprašanje, na katerega nihče v Washingtonu noče odgovoriti, je, kaj se zgodi, ko obe stvari odpovesta hkrati? In ali je politični sistem, ki bi moral ukrepati, sploh sposoben priznati, da gre za krizo, še preden se ta zares razvije? Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, vas prosim, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji MapPack.